Pozdravljeni na prvo adventno nedeljo. Prva adventna nedelja s svojim evangelijem govori o koncu časov. Jezus pravi, da bo sonce utemnelo, da luna ne bo dala več moči, da se bodo nebeške sile majale in da bo enkrat konec tega sveta, kar je seveda za nas dobro, ker bo Bog ustvaril drug svet, drugačen in boljši svet. In enkrat bo konec tudi mojega in tvojega osebnega življenja. In tudi to je dobro, kajti Bog nam pripravlja boljši svet, to je v nebesih. Seveda pa je za nas vprašanje, kako se obnašamo ob tem, da vemo, da bo enkrat našega življenja konec. Ali kako ravnati, mogoče v tej epidemiji, v tej stiski, ko ne vemo, kakšen bo jutrišnji dan. Kaj naj naredimo? Za pomoč lahko gremo v čas, ko so živeli apostoli, v obdobje prvih kristjanov. Bili so prepričani, da se bo Jezus vsak čas ponovno pojavil, da bo Jezusov ponovni prihod se zgodil v kratkem. Zato so nekateri kristjani sklenili takole: kaj bi sploh nekaj novega začenjali, kaj bi sploh pomembnega začenjali delati, naredimo tisto, kar je nujno, ali pa še tistega ne. Saj mogoče Jezus pride jutri ali pojutrišnjem ali v skrajnem primeru v enem mesecu ali najbolj skrajno v enem letu. Torej, nič novega ne začenjajmo. In takšnim odgovarja apostol Pavel v pismu Tesaloničanom, ko pravi takole: slišim, da živijo nekateri med vami neredno in nič pravega ne delajo. Takšnim zapovedujemo, naj mirno jedo in jedo svoj kruh. Jezusov odgovor oziroma odgovor Božje besede na to, kako naj ravnamo, ko pa vemo, da bo enkrat našega življenja konec, je ta: mirno delaj svoje vsakdanje stvari in te velike skrbi prepusti Bogu. Ali, če poznate tudi eno podobno zgodbo o dveh žabah, ki sta padli v mleko. Dve žabe padeta v mleko in ena pravi drugi: padli sva tukaj v mleko, ne morava skočiti ven, ker bila je namreč strma stena ob tem mleku, ta lonec je bil, ki ga nista mogli preskočiti. In ena pravi drugi: kaj naj storiva, ne splača se nama nič več početi, itak bojo tukaj utonili. In neha plavati in potone. Druga pa se sploh ni spraševala o tem, kaj naj bi počela, kakšna bo njena prihodnost, ampak je preprosto plavala naprej, kot je bila navajena plavati prej. In ko je plavala, se je mleko počasi zgostilo in nastala je smetana. In iz te trše podlage smetane se je lahko odrinila in preskočila lonec. Tudi v naših močeh ni, da vemo, kje in kako se bo ta smetana v življenju strdila. Pač delamo, kakor nam Bog naroča, naj delamo svoje vsakdanje dolžnosti in tisto, kar nam življenje prinaša, za tisto skrbimo. Velike stvari pa prepustimo Bogu. Vam torej vsem želim en tak miren adventni čas. Ne glede na to vse, kar se nam dogaja, velike skrbi in skrb za našo dobro prihodnost ima Bog na skrbi. Naša skrb pa je, da smo prijazni do drugih, da se v tem adventu prečistimo in postanemo boljši ljudje, kakor nam naroča Jezus v evangeliju. Pa lep advent vam želim.